nikoli ne bomo pozabili Svetovnega fevdalnega foruma in vseh naših vazalov v Sloveniji, ki so temu fevdalcu služili tako ali drugače in nas na razne načine, brezkompromisno, brez slabe vesti, čeprav so vedeli, da gre za nateg, uničevali družine, podjetja, otroke, zaposlene, zdravstvo, skratka celotno državo, in to se zdaj vse bolj te rane kažejo. Toliko o tem, zdaj pa bom jaz priklopil na tale naš, sem pripravil prosojnice in bom skušal to stvar na kratko povedati. Jaz, ki sem razmišljal, študiral, raziskoval, je zelo zanimivo. A veste, Svetovni fevdalni forum je ekonomija danes v takem obsegu, kakor je bila v fevdalnih časih, samo v preobleki, na bolj prefinjen način. Kako bi vam rekel, fevdalizem prihaja iz besede feud in predstavlja, bom rekel, neko množico v današnjem jeziku inštitucij ali pa skupin, ki formirajo in urejajo različne obveznosti v družbi. Tako da v bistvu ti ljudje, ki urejajo razni, ne vem, bomo danes rekli ministri, pa javna uprava, pa razni poslanci in tako naprej, ko so na eni strani mislijo, da so svobodni, se zavežejo kot vazali s fevdom, z drugim svobodnim človekom, tako da ta gospod, ki mu rečejo gospod, mora nekako poskrbeti za zaščito in preživnino vazala. Recimo, da je gospod tale, ki s prstom kaže na sliki, in zdaj seveda, če hoče, da mu ljudje služijo, ga mora ščititi, mu dati finance, stati za njim, mu priskrbeti za to, da je izvoljen in da je pač njegova služba kontinuirana. Svojo obveznost za preživljanje vazala gospod pravilno nekako zagotovi s posojo dobrine. Običajno je bilo to včasih, v času fevda, zemlja, danes so pa pač druge stvari, moč, finance. In nekako to je preslikava, če si predstavljate, središče družbene ureditve, ki smo jo takrat imenovali fevdalizem, danes pa mu lahko rečemo Svetovni fevdalni forum. No, tako, tukaj gor še enkrat vidimo, fevdalizem predstavlja množico inštitucij, ki formirajo in urejajo različne obveznosti med enim svobodnim človekom, imenovanim vazal. Pa recimo, da ima ta gospod na sliki vazale po vsem svetu, ker si jih je 40 let ustvarjal. Glejte, skratka, Svetovni ekonomski forum je vrhunec hinavščine, ki pod belim premazom, pod belo obleko in s čarobnimi besedami, saj jih vsi poznamo, to je kot trajnostno, zeleno, električno, dobro, za vas skriva najbolj podlo agendo, ki je kadarkoli tako grobo ogrožala človeštvo. Tebe, mene, mojo družino, naše otroke in celotno družbo. Vzpostavljajo tako imenovano svetovno prevlado in zasužnjijo človeštvo, z besedami, medtem ko trdijo, da gre za izboljšanje sveta. A veste, kje so to govorili? Točno to je trdil tudi Rimski imperij, ko je rekel, z vami delimo najvišjo možno civilizacijo, njene vrednote, vendar tako, da vas prisilimo, da se nam podredite. Ukradli vam bomo vse pravice, ukradli vam bomo vse svoboščine in vse imetje, ter vas bomo naredili za sužnje, tako, da nam boste plačevali visoke davke. In za te gospode je to najboljša stvar, kar se jim je kadarkoli v zgodovini človeštva lahko zgodila. Poglejte, kaj vse nam počnejo, kar smo jim zaupali, verjeli. To se pravi, tukaj gre res za nore načrte Svetovnega fevdalnega foruma, ker ta ekonomija, katero imenuje ekonomija, ni ekonomija, ampak so uzice, kako že temu rečejo. In kako nevarni so načrti Svetovnega gospodarskega foruma, ki želi vzpostaviti svetovno prevlado. Veste kaj,
Tukaj je kratek seznam nekaterih njihovih ciljev, o katerih bomo nocoj odkrito razpravljali, ki jih poznate. Najdejo se na vseh njihovih uradnih spletnih straneh, najdemo jih v njihovih videoposnetkih, vse nam pokažejo, vse nam povejo, v knjigah, na konferencah, na YouTubeu, povsod najdemo izrezke ali pa celotne konference in vsaka spletna raziskava bo razkrila nešteto virov za vse to. Vendar pa so ljudje, ki še vedno verjamejo v dobro in jih to pač ne preseneti, pač verjamejo, da virus je bil, da zdaj epidemija je bila in da pač to še vedno je. In kakšna družba pravzaprav smo postali in kakšna družba ostajamo, kar je nezaslišano. Mi moramo to na vsak način presekati, odpraviti in narediti tako, kot je prav. Glejte, družba temelječa na cepivih je postala kar neka stalnica. Zdaj nam bodo postavljali pogoj za sodelovanje v družbi v kombinaciji s potnimi listi o cepivih in digitalnimi osebnimi, ne vem, izkaznicami. Če boš hotel na banki kaj urediti, boš mogel dokazovati, da si cepljen. Če boš hotel dostop do interneta imeti, če boš hotel v službo nakupovati, če se boš hotel kje zbirati, če boš hotel kaj povedati. Vse te svoboščine, dobrine in družbene aktivnosti naj bi bile pa na voljo samo ljudem, ki so na tekočem z najnovejšo obnovitveno ali pa kako že rečejo tisto booster injekcijo, ki jo pač dobivajo tako, kot bodo rekli. Glejte, naslednja stvar, ki se jo spominjamo, pri nas to sicer še ni bilo uvedeno, ampak na nek način so bila ta dokazila socialni kredit. Če si priden v Boga, verjel, si šel cepiti, si imel povsod dostop. Če se nisi vprašal, kaj pomeni to za tvoje telo, za tvoje življenje, za tvojo prihodnost, so te pač pustili za nagrado, ker si verjel, kamorkoli si hotel. In ta svetovni fevdalni forum želi družbo, ki bi temeljila na socialnih kreditnih točkah, spremeniti tako, da državljani, tako kot sem rekel, ki ubogajo in se odlično obnašajo, naj bi bili nagrajeni s kreditnimi točkami. Čakajte, jaz če vzamem na banki kredit, mene ta kredit veže, dokler ga ne odplačam, 20, 30, 40 let in meni bojo zdaj dali kreditne točke, pa kaj moram jaz za te kreditne točke narediti? Koga lepo pogledati? Ne vem. Jed po črti na WC, pa po črti nazaj, pa jed 3-krat okrog posle, da se lahko uležem doma, pa če bom okno hotel odprt, bom mogel najprej vprašati ali pa pokazati, da sem cepljen, zato da ne bo virus šel iz stanovanja. Kaj, kako zdaj si predstavljajo ta svet? In a veste, stvari so postavljene tako od zgoraj navzdol in zdaj od spodaj gor gradijo, da tisti, ki prestopijo mejo prepovedi, naj bi bili v tem smislu socialnih kreditnih točk kaznovani z omejitvijo gibanja, z omejitvijo kupovanja, kaznovanja in tako naprej. Glejte, praktični primer, če rečemo, na internetu, to, kar pač tudi mi v društvu povemo, tako kot je, kar opazimo, objava nekega protesta na družbenem omrežju, ki kritizira recimo podnebno politiko, vlado, ti v trenutku zniža to socialno točko in te tako omeji pri nakupu, pri osnovnih življenjskih potrebščinah, ti omeji potovanje, gibanje, prevoze z javnimi sredstvi, onemogočanju napredovanja v službi, recimo, omejevanje zdravstvenih uslug, skratka, vsak milimeter življenja te potem bremeni. To je, kar se tega tiče, ampak na Kitajskem to že je, to ni nič novega. Zdaj, v bistvu se spominjamo nazaj, da boste videli, koliko različnih stvari so nam počeli oziroma nam še imajo namen narediti, zato, da se bomo znali temu strogo upreti in reči ne, hvala lepa za tako družbo. Družba temelječa na stalnem strahu ni za nas. In sicer kako ne, naj bodo maske, zaslone in socialna distanca, cepljenja, ne vem, točke in druge omejitve trajne, tako pravi ta samooklicani fevd narodom sveta, Švab. Prebivalstvo mora ostati v stalnem strahu, zato da uboga. On pa, da bi s tem uresničil to novo realnost in nov svet, ki temelji na cepivih in cepljenju. Ob tem upoštevajte, da je vsak virus teh samodržcev patentiran, sploh virus je mrtev, to sploh ne obstaja.
telo virus v bistvu daje ven. Tako da ta patent, ki nam ga dajo noter, ni virus, ampak je strup. Da je vse bolezni ustvarjala in ustvarja prav ta ista elita za širjanje strahu z namenom absolutne kontrole. Družba temelječa na omejeni svobodi govora, čakajte malo, ne? Vsi smo to občutili od tistega trenutka, ko je korona se začela, marca 2020, pa tudi že prej, a ne, smo bili omejeni, so nam brisali stvari, teorija zavere, konec svobode govora in na tak način nam želijo redefinirati svobodo govora in usiliti svoj način svojih znanstvenih prispevkov, a ne, da vse, karkoli rečemo, da je nekako označeno za sovražni govor in ljudi, gledajte, sej vsi vemo, ljudje so pisali take članke, plačani novinarji seveda, pa tudi po TV-ju razni prispevki, do te mere, da te potem družba, če nekaj rečeš, prezira, te zavračajo, dobiš predpisane pripovedi. Predpisane pripovedi, tudi če ni znanstveno utemeljeno, so tiste pripovedi, ki jih ta elita daje in potem ljudje, ki nimajo časa to raziskovati ali pa preprosto verjamejo državi ali pa so odvisni od njih, pa nočejo nič drugega, pač verjamejo v te predpisane pripovedi, ki to agendo peljajo. Vse informacije, ki niso v skladu z uradno zgodbo, s to pripovedjo, želijo pri posameznikih označiti kot dezinformacijo in to tudi počnejo. Jaz ne vem, zdaj sem bil že preko 130, 140 dni na Facebooku skozi blokiran, ampak dobro, meni to. Me ne gane in mi pravzaprav nič ne pove, pove mi samo to, da delam prav. In za novico, ki mi jo označijo kot fake news ali pa lažno novico, vem, da je to in da jih boli. In pol grejo ad hominem na človeka, ne na stvar. Nikoli se ne bodo pogovarjali o virusih, o stvarih, o maskah in teh stvari, ampak direktno žalijo ljudi. Kdorkoli je že to, je to učitelj v šoli, če želi kaj pokritizirati, povedati, ali je to zdravnik, ki želi svoje mnenje, ki ga ne sme dati, da ne govorimo, razumete, kam streljam. To se pravi, gre za fake news, za lažne novice, teorije zarote, izmišljotine, recimo temu, ne vem, celo halucinacije, psihične motnje ali celo družbeno nespremenljive posameznike, ki te naredijo, če nekaj takega rečeš, da si celo družbeno nevaren. Take ljudi je treba utišati ali pa celo zapreti, če nadaljujejo. Tako daleč smo prišli. In če se spomnim, koliko novinarjev so utišali in koliko drugih ljudi, ki so bili proaktivni in so se borili za človekove pravice, tiste temeljne, osnovne človekove pravice, to je vse bilo odrezano. A veste, gremo naprej, gledajte, upravljanje interneta, ravno kar smo o tem nekako tudi govorili. O tej predpisani zgodbi in dovoljene vsebine in pripovedi na spletnih straneh, omejena bo komunikacija, ki jo želijo usiliti samo svojo. In še nekaj vam povem, pripravlja se nekaj, kjer bodo izbrisali na milijone, milijarde objav iz spletnih mest, ki kritizirajo, dvomijo in zanikajo njihovo uradno zgodbo. Temu se reče družba temelječa na upravljanju interneta. Tako kot se moji letniki spominjamo, in starejši seveda, pa mogoče tudi še mlajši, kako je bilo v Jugoslaviji in rečemo, da je bilo fajn, pa nam ti, ki so rasli v Sloveniji, rečejo, kaj pa je bilo tako fajn, se ste bili čisto zaprt, se je bil komunizem, se je bilo grozen, se nisi smel nič reči, se nisi mogel v tujini nič kupiti, se si mogel vse tle. Ja, so bile druge vrednote. Ta internet bo glih tako, čez 5 ali 10 let internet, samo mi, ki smo ga uporabljali od začetka, bomo vedeli, kakšen je bil internet danes in kakšen bo čez 5 ali 10 let. Gre za to temeljno razliko, svobodo govora, ki jo seveda vprašanje, kam bomo šli, če se ne bomo borili za to. Družba temelječa na socialni in fizični distanci. Oprostite, ljudje smo zato, da se družimo. Ja, tudi v ustavi imamo člen svoboda druženja, svoboda gibanja. Omejiti nam želijo osnovno človeško interakcijo. Tako,
da nam vsem rečejo, kaj moramo delati, kaj moramo kupovati, kje se naj šolamo, vse izza zaslonov, od daleč, od doma, na domu, ne vem, izolirati človeštvo z vsemi njihovimi napravami, kjer nas želijo vse dni v tednu bombardirati s propagando vladarjev. Naj si bo to prek telefona, prek zaslona, prek TV-ja. Mislim, kaj nam še ostane? Drugega kot osebna komunikacija, knjiga, pisanje, pa še to nam omejujejo. Dalje, družba temelječa na brezgotovinskem prihodku, dohodku. Glejte, ni bogatstva, takega bogatstva, ki smo ga zdaj, da si lahko kaj prehranil, pa šel na dopust, nam želijo to vzeti. Želijo nam dati nek univerzalni dohodek, za katerega ne bo treba delati, ali pa si ga boš pač s socialnimi točkami mogel pridobiti, in ne dovoliti bogatenja, ker bojo te socialne točke časovno omejene. Se pravi, prvega boste dobili za nazaj, koliko ste bili pridni, in do konca meseca jih boste mogli uporabiti. Če jih ne boste porabili, vam jih bodo zbrisali. Če vam jih bo zmanjkalo, pomeni, da niste bili pridni. Tako da v vsakem primeru je to šus v glavo. Nimaš nič in si srečen, je rekel tale naš fevdalc. Nimaš nič in si srečen. Seveda nimam nič in sem srečen. Sej tudi edino to, kar mi ne more vzeti, je sreča. Ker tisto, kar rabiš, vzameš in vrneš. To nam hočejo narediti. Vzameš lahko le, če ti socialna točka to dopušča. Biti bogat bi pravzaprav je danes in je privilegij. Ampak to bo privilegij elit. Kmetje morajo biti danes tudi revni in odvisni od vladajočega razreda in vse kaže, da gre v to smer. Zadnjič sem slišal, da je ena gospa, ki živi na kmetiji, sodeluje pač s temi uradniki, ki so inšpektorji pa za hrano v slovenskem prostoru skrbijo, da se je spogajala, da ni na kmetiji samo 25 kur, ampak si je toliko izborila, da bo lahko vsak imel 50 kur. Pa počakajte, zdaj nam bodo še na kmetijah kmetom povedali, kolikokrat se naj kura userje, pa kam ali kaj. Žal, tako daleč te stvari grejo. V ozadju se pripravljajo stvari, glejte, nam ponujajo nogomet, ponujajo nam počitnice, ponujajo nam, ne vem, maske, prepovedi, zato da mi ne vidimo v ozadju, kaj se pravzaprav dogaja. Družba temelječa na posojilih pomeni družba brez lastništva. Ali veste, koliko je v Sloveniji rubežev? Ljudem je težko povedati, ki se jim to zgodi. Pridejo v situacijo, ne morejo plačati računa, zmanjka jim denarja, pridejo v situacije in zasega država privatno oziroma zasebno lastnino državljanom. Pa ne samo v Sloveniji, to je zdaj agenda po vsem svetu. Smo priča protestom kmetov. Kaj vse počnejo? Ljudje morajo svoje domače živali ubijati, ker sicer jim bojo jih vzeli. In tako naprej. Grozne stvari se dogajajo. Treba se je upreti. In želijo, da se vsak najem, to se pravi ta rent, uredi preko elit, za njihov račun. Vse bo treba njim plačevati. Dom, avto, opremo, orodje, celo oblačila. Nihče ne bo smel po tej agendi, kakor pravijo, ničesar imeti v lasti. Cilj je pa popolna odvisnost od oblastnikov. Torej, z moje strani, hvala lepa za tako družbo. Seveda, vse mora biti na električnih avtomobilih, zato, ker so avtonomni. Ti se usedeš in mu rečeš, pelji me v Portorož, pa ti bo avto rekel, samo do Šmarne gore lahko greš, ker nimaš socialnih točk. Ali pa še to ne. Še do trgovine te ne morem peljati, ker nisi bil priden in si ti ne bo vžgal. Zato, ker bo nagovor narejen, neč več na ključ ali kakorkoli, ne boš mogel se svobodno gibati. To se pravi, električni avtomobili bodo vsi odvisni in nadzorovani z temi sledljivimi napravami. Električni avtomobili so kot nalašč, ki jih zdaj uvajajo. Vsi vemo, kaj pomeni baterija, kaj vse pomeni, kakšna je tehnologija, ampak jo uveljavljajo v imenu zelene energije, kar je velik nateg. Za uveljavljanje blokade gibanja, to je njihov glavni namen. Ker avtomobil oddaja signal, ki onemogoča vožnjo v primeru kazni ali omejitev. In tako ne boš šel nikamor.
Tako da, če boš pa uporabljal star avto, boš dobil pa kazen zaradi tega, ker onesnažuješ CO2 in tako naprej. Klimatske spremembe, vremensko bojevanje, jaz temu kar rečem, vremensko bojevanje. Ma kam smo prišli? Spominjam se, 15 let nazaj smo kavo pili tlele gor pri meni na Trubarjevi cesti v enem lokalu in so neke nove davke uvajali in smo se ravno pogovarjali, smo rekli, sam še na sonce in na luft nam manjka davek. A veste, 15 let pa smo se smejali, smo rekli, se to je nemogoče, a ne, tako. Danes smo 2022 in evo vam davek na vreme, davek na sonce, davek na zrak. Noro. Sam kakšen davek? Če bi ga sam lahko plačal, ok, ampak davek svojim življenjem. Takole nam želi tale naš Klaus Fevdalc reči, uporabite tehnologijo večnih umetno povzročenih klimatskih sprememb za namen vremenskega bojevanja. Povzročajo nam suše, poplave, potrese, gozdne požarje, zdaj jaz 3 leta spremljam, vse namerno skurijo, naredijo problem, potem pa najdejo rešitev, klimatska, nestabilnost, groza, vse gori, treba je znižati temperaturo na zemlji za 2,5 točke, da ne sme priti do 3, 1,5 do 2, kako že pravi Greta. Ma naj se grejo soliti in zato okrivljajo podnebne spremembe, ki so posledica množice ljudi in se zato uporabljajo kot izgovor za nadaljne zapiranje, ropanje, nadzor prebivalstva, genocid, ubijanja in tako naprej. In to vse na nek prefinjen način. Lejte, kaj vse, omejitev potovanja. Ljudje, ki uporabljajo vozila z motorji na notranje izgorevanja, recimo še klasika bencin, nafta, naj bi bili omejeni pri potovanju, kot sem prej rekel, ker imajo največji dovoljeni CO2 odtis. In seveda, samo toliko odtisa lahko narediš, ker bo vse elektronsko merjeno. In ker je slab zrak, ker je izpuh, lahko greš, ne vem, 200 metrov, z električnim lahko greš pa 30 ali pa 40 kilometrov. Ne vem, simuliram, ampak tako je to mišljeno. Dalje, sončne blokade, to, kar sem prej omenjal, blokiranje sonca. Ali veste, Svetovni ekonomski forum, ta fevdalc, ne morem se drugače izraziti, se pripravlja, da bo v nebo spustil splav v velikosti Brazilije, da bi preprečil, da bi sonce svetilo na zemljo. Za boj proti podnebnim spremembam pravijo, da je potrebna stalna senca nad zemljo. Jasno, da jih svetloba moti, saj prihajajo iz teme. Meni je popolnoma jasno. In to že, gledajte, koliko časa po noči za nov let lučke prižigamo in tako naprej. V temi se najbolj počutijo. Zato, ker so to ljudje teme. To so ljudje teme, krvi, ubijanja in ne prenesejo svetlobe, ker svetloba jih razgali, jih odkrije. Zato vam svetujem, da ostanemo sončni, iskreni in pošteni, ker potem te nimajo kje za kaj držati. Zaprtja, ki so bila, lockdowni, brez malih podjetij, zapore malih podjetnikov, zmanjšujejo število malih podjetij, prepoved dela, prepoved poslovanja in tako naprej, potem ti obljubljajo pomoč, ki je ni, ali pa če jo dobiš, jo moraš vrniti, takrat, ker nimaš in ker ne moreš vrniti, seveda zapreš podjetje in greš v stečaj. In to s to pandemijo, s podnebnimi omejitvami ter posledično zaplembo premoženja, če nimaš, ti zaplenejo zaradi, bom rekel, nesposobnosti finančnega kritja stroškov. Vse se na to prenese na megakorporacije, ki delujejo v korist svetovnega fevdalnega foruma in to je njihova nova ekonomija. Uničiti male podjetnike, uničiti kreativnost, uničiti samostojnost naroda. In s tem seveda ukiniti vse človekove pravice. Brez človekovih pravic, vse osebne pravice in svoboščine, človeško podkrinko, veste kaj, vsi, ki zdaj gledate in ste tukaj prisotni, mi vsi smo skupaj v tem dreku. Čist vsi, vsak od nas, ti, pa ti tukaj, vsi smo v istem dreku. In zakaj? Ker nam rečejo v korist višjega dobrega. Čakaj malo. Ja, višjega dobrega. Kaj pa je to višje dobro?
da se mi ukinejo vse človekove pravice, gibanje, kupovanje, zdravstveno oskrbo, ki jo plačam, kakšne so zdaj katastrofalne pri družinskih zdravnikih, se dogajajo stvari, a ne. In veste, kaj ljudi je potrebno med seboj skregati? To je osnovno pravilo. Sprejeti ljudi, predvsem tiste, ki se zavzemajo za pravice in svoboščine in jih je treba označiti za nevarne, sebične individuume, ki bi s temi pravicami, na katere se sklicujejo, ki so bile in so za smeti, škodujejo družbeno koristnemu služenju, ki ga Svetovni fevdalni forum reklamira. Človekove pravice so danes, če niste opazili, saj jaz sem opazil, že ukinjene. Mislim, ukinjene. Če ti hočeš človekovo pravico uveljaviti, je ne moreš. Vsi ostali zakoni pa, ki jih državni zbor da ven, ali odloke, ali karkoli že, ja, to pa velja. Počakaj malo, dajmo se mi zmeniti zdaj, kaj velja. Velja vse, ali samo vaše, ali samo naše, ali kako se bomo zdaj pogovarjali. Komunikacija je zmeri dvostranska, zato nas želijo tako utišati. Dajte razumeti to filozofijo. Ampak zdaj nas utišujejo tudi malo drugače, ne samo z masko. Torej, človekove pravice, ponavljam, so danes že ukinjene. In to je Ustavno sodišče pokazalo, ko je reklo, da je treba zakon o nalezljivih boleznih do decembra letos spremeniti na podlagi tistega odloka, ki je neustaven, ampak naj še eno leto ta neustavnost, ta nezakonitost velja, ker bo je to nezakonitost uzakonili. A ni lepo? Fantastični so. In ljudje ne slišijo. To je kot normalno. In potem pride še na Pop TV in to na glas pove. Ljudje božji, če bomo sprejemali take stvari, potem nam res ni rešitve. Res nam ni rešitve. Ne? In to povejo zato, da ljudi pomirijo. Povejo resnico. Vse nam povejo, pokažejo. Žal je tako. Evo, nadzor finančne porabe. Kaj vse, gledajte, koliko stvari sem vam zdaj že povedal, kaj vse smo dajali skozi in kaj vse še pripravljajo. Poleg te digitalne svetovne valute, s katero želijo nadzorovati nas prek mobitelov. Oblast želi imeti totalno kontrolo nad našo porabo. Bančne storitve bodo na voljo pa le osebam, ki imajo zahtevan cepilni status. Sploh ne boš mogel banke odpreti, niti socialnih točk dobiti nič. In seveda, če boš imel dobro ter dovoljeno socialno kreditno oceno. To super, to bo super. Ampak ne boš smel nič reči, kakor tlele, ki piše v tej totalni spolni zmedi, k tebi bo prišel moški, boš rekel, dober dan, gospod, in bo užaljen, ker ti bo rekel, ne, jaz sem pa ženska. Glejte, zamenjujejo večino delovnih mest, bom rekel, z raznimi stvarmi in tole, kar se zdaj dogaja, da že učbeniki v šoli, pa to že koliko časa, že precej časa, kaj vse učitelji, da učitelj sprejme to, da otroku poda, jaz ne vem, so vsi ti učitelji v teh skritih skupnostih, da to sprejmejo to agendo, ali so brez vesti, ali to morajo narediti. Kam je ta svet prišel? Ne? Tako da, tukaj o tem ne bom več razpredal. Potem imamo, gledajte, želijo nam pravzaprav zapreti dostop do narave, brez divjine. Zaprite vsa območja divjine, da človeštvo nima več dostopa. Kot ti omejijo gibanje, se kam pa lahko greš, a ne? Se smo morali od službe do doma imeti dovolilnico, a se spomnite? Kje šele, da bi šli do neokrnjene narave, recimo, ne vem, do morja, do planin, v gost, travnik, do neobljudene narave in da ne okusiš te svobode več, teh naravnih lepot. Ker za te ljudi je edina popolna lepota digitalna metavers lepota, ki jo pripravljajo in reklamirajo. Tako da hvala lepa, lahko služi v dobro ljudem, recimo pri operacijah, za delovne naloge, tako, ampak ne to, da bo pa to postalo moj del življenja, to pa hvala lepa. Pol ostanemo v mestnem zaporu. Mesta postajajo totalni večji zapori. Jaz se spominjam, pred 2 leti
je bil en video, kjer so v stolpnicah ljudem se mešali, so kričali, so se ven metali, so umirali, so delali samomore. Se ne moreš, ne? In pravijo, ja, vse ljudi je potrebno zapreti v pametna mesta, kjer se spremlja vsak njihov korak. Nihče ne more zapustiti mesta brez zahtevanega statusa cepljenja ali socialne kreditne ocene, ki bo pozitivna, ali pa sploh nihče, kljub vsem izpolnjenim pogojem, brez razloga. Tudi, če vse izpolnjuješ, ti na koncu lahko rečejo ne, zato ker se pač požvižgajo na naša življenja. Ne? Ta virtualna resničnost nima čustev, nima krvi, nima možganov, nima čustvene inteligence. In pravijo, to mora postati pa zdaj edina resničnost, virtualna resničnost. Virtualna resničnost. In pravijo, zamenjajte resničnost z virtualnimi prikazi. Več ali manj smo tako skozi vse dneve v telefon boljmo, v zaslone, se učimo, ampak dobro. Človek še ne živi v tem zaslonu noter. Res je tak tempo življenja, da je toliko informacij, da jih je treba. Ampak za življenje, za borbo, dokler še lahko to uporabimo. Ampak ne pretirano. Zmeraj je treba si vzeti čas za dobro hrano, za dobro družbo, za sprehod in tako naprej. Tako da ljudje, promovirajte, pravi ta gospod fevdalc, kraljestvo kot boljše od uživanja v pravi naravni resničnosti. Jaz v to ne verjamem. Pripravljajo nam te kamere, popolni individualni nadzor. V Ljubljani je teh kamer kolikor čte, pa še kar množijo se. Pravijo, napolnite svet z milijardami nadzornih kamer, brezpilotnih dronov, hroščev, letal, če želite tudi satelitov, ki bodo noč in dan spremljali celotno gibanje vsakega posameznika, njegovo počutje, misli na zemlji. Vse, zakaj? Za javno varnost, za tvoje dobro, da te zaščitimo. Ja, to je čudovito. In na koncu, gledajte, človek, kiborg, zdaj že imajo tiste čelade gor, ko imajo vse ta naprave, kjer te zmeri temperaturo nadaleč, ker moja temperatura, zdaj, če gre pol stopinje gor, jaz imam že takoj virus, sem nevaren, me je treba zapreti. Več ali manj je načrt tak, da bi vsak človek postal kiborg s čipom v glavi ali pa z nekimi drugimi napravami, ki to se razvija, da niti ne vemo, kaj vse že je. Tako da, gledajte, želijo končati prvotno človeštvo in narediti vsakega posameznika, individuuma za kiborga, ki ga umetna inteligenca lahko spremlja, spreminja, usmerja, nadzoruje iz oblaka ali pa ne vem, kaj vse bi še lahko tukaj zraven naštel. Seveda z umetno inteligenco. Družba temelječa na umetni inteligenci. Glejte, napolnite svet, kakor smo prej rekli, z milijoni kameri, zaradi tega, ker umetna inteligenca, AI, ne, več ko ima podatkov, več ko ima slik, več ko ima meritev, lažje seveda predvidi tvoje gibanje, tvoje misli, tvoja počutja in s tem te tudi lažje usmerja, vodi in zapira. No, tako da umetna inteligenca da, spet da, ampak za koristno delo, ne pa za nadzor, ne pa za to, da nas kao ščiti. Nadzor uma se dogaja, 5G je že hud, že 4G je bil hud. Mislim, 4G popolnoma zadostuje za normalno funkcioniranje. 5G je tak preskok, svetlobni preskok v internetu. Da ne govorimo o 6 in 7G, ki se že pojavlja, in pa seveda tudi druge brezžične tehnologije, o katerih še niti ne vemo. In zdaj intenzivno, skrivno postavljajo 5G stolpe, tudi druge stolpe, ampak recimo, da zdaj trenutno 5G, da vam vnesejo misli, občutke posamezniku in prebivalstvu za masovno manipulacijo. Nekaj smo že imeli tukaj, individual targeted persons smo imeli, 2-3 predavanja, o tem imate že nekaj informacij, pa ne misliti, da so si ti ljudje to zmišljevali, to so dejstva. In pravijo, naj bo 5G centralni živčni sistem svetovne družbe, ko enkrat to postane matrica tako močna, da ne moramo narediti niti
centimetra se premakniti, ne, da bi to naprave in senzori zaznali. Lejte, smo pri umetni hrani in pijači. Ne samo, da nam dajo v glavo vse umetne misli, ki niso naše, ker pač želijo, da bi mi po njihovih konceptih živeli. Umetna hrana, ne? Pravijo fevdalci in vsi ti njegovi pripadniki, zamenjajte zdravo govedino, hranjeno na travi in vse, kar je naravnega, sintetičnim mesom, ustvarjenim v tovarnah. Gojite gensko spremenjene rastline, beljakovine in veliko število spremenjenih hroščev. Vse veste, kakšne hrošče, zdaj kaj se mislim. Kam gre ta svet? Ne morem niti izreči in zdaj želijo svetovno populacijo, svetovno pač vse ljudi s tem hraniti, s hrošči, z insekti. Da ne govorimo o vodi, naj bo nedosegljiva, vse pijače naj bodo umetne in usmerjene v kontrolo uma in našega telesa. Gre za totalno prepoved naravne hrane in vse se dogaja lepo počasi. Najprej malo, pa pomalo, najprej, ne vem, 300 kur, potem 150 kur, pol 50, potem 2 in na koncu bojo rekli, veste kaj, mnogo, sam naše boste lahko kupovali jajca v Šparu, tam ne vem kakšna umetna jajca. In nas delajo odvisne od umetne hrane. Glejte, bodite pošteni. Ne vem, če greste v Hofer ali v Špar ali pa ne bom drugih imen izgovarjal, kakorkoli že, greste tja, date v košarico in sploh ne veste, kaj date noter. A ne bi podprli rejš lokalnega kmeta, ki se matra, ki goji že itak vse zemljo, pa vse nam je strupen in tako naprej, pa vendar narava ima še toliko moči v sebi, da vsaj vemo, od kje pride. In želijo nas sčasoma odvrniti od vsega naravnega, tako da bi bili popolnoma odvisni od ponudbe elit. In še najhujša stvar na koncu, brez starejših ljudi. A se spomnite, da so sprejeli zakon o dolgotrajni zdravstveni oskrbi? Ta zakon sem jaz prebral v celoti in to ni nič drugega, kakor prvič zakon, ki dovoljuje, da zdravnik pride k tebi na dom. Zakaj mislite, da družinske zdravnike zdajle, da jih ni? Ti si šel prej v ambulanto, zdaj želijo tako narediti izredno zmedo, tako da s to zaporo, s tem dogodkom bojo dali pa rešitev, bojo rekli, ja, če si bolan, poklič zdravnika in ti bo prišel zdravnik, ki bo hkrati in inšpektor in kamerman in vse v tvoj dom. To se pravi, brez sodnega naloga, ti ga boš sam poklical, bojo prišli in bojo pogledali, aha, veste kaj, tle pa je virus, tle pa umazan, tle pa to in te, evo, imaš človeka v hiši, ki ga čist ne zanima, kje imaš nočno marco, kje imaš copate, pa kdaj daš si spodnje gate prat. To se zdaj dogaja. Ampak ljudje, koliko od vas to vidi, da je dolgotrajna zdravstvena oskrba zakon, ki uvaja tako imenovano zgodnjo evtanazijo pri starejših ljudeh. Zakaj? Ker ti ljudje ne proizvajajo kao več denarja in zato elito niso več koristni. Zato jih je treba zdravstveno oskrbeti. Vse dobro, vidite, kako dobro naredijo. Spodbudite vse starejše k samomoru, je rekel tale naš fevdalc, da naredijo prostor za naslednjo generacijo. Sliši se lepo, a? Da ne bodo postali breme svetovnega gospodarstva, da nam ne bodo financ popili. To je sporočilo tega World Economic Foruma. Dragi moji prijatelji in člani in vsi, ki poslušate na YouTubeu ali pa tako zraven in vsi tukaj, na to nimam besed. Moj govor je s tem zaključen, povedal bi pa samo še zaključni del, da vam prikličem v spomin. Družba temelječa na redu popolne norosti, kateri smo priča, je tako, da lahko sam tečeš v gozdu z masko, plavaš v širšem oceanu z masko, si nadeneš masko, ko vstopiš v restauracijo, na to jo snameš za mizo, se voziš v avtu, povsem sam z masko, to je nekaj popolnoma norih vedenj tega novega svetovnega reda, ki ga spodbuja gospodarski forum, Svetovna zdravstvena organizacija, Združeni narodi in drugi globalistični subjekti.
To je popolnoma enako kot nečloveški komunistični terorizem, ki muči kitajsko ljudstvo ta hip. Vsi vemo, kako tisti, ki se odvračajo od propagande kitajske vlade, preprosto izginejo. Ljudi več ni ali jih pa zaprejo. Njihova vlada je zadnjih desetletjih ubila na milijone Kitajcev. In večjih neumnosti, ki nam jih ponuja ta agenda, je pravzaprav sploh meni na pamet ne pride. In gledajte, na Kitajskem trenutno je inteligentno vprašanje zločin. To se zdaj dogaja tudi po vsem svetu. Dragi moji prijatelji, da bi si zagotovili popolno vedenje vsakega, nenehno spremljajo milijoni nadzornih kamer z uporabo prepoznavanja obraza. Skozi mesta leti na milijone dronov, ki spremljajo vsak korak Kitajcev. Pametni telefoni nenehno beležijo vsak gib, srčni utrip, dih, pogovor, aktivnosti vsakega človeka. Klic, vse posluša, vse. V drugih državah po svetu opažamo, da se med, bom rekel, to pandemijo izvajajo enaka raven super nadzora ali pa je v teku gradnje, sprejemanja, ne vem, zelene agende, boljše komunikacije, vse z obljubo dobrega. Nihče ne sme razmišljati ali dvomiti v to zeleno agendo, v te zelena kolesa, v zelene kamere, ne vem, na kmetijih, v zelene drone, ki bodo jajca prinašali, pice prinašali in tako naprej. Svetovno prebivalstvo se usposablja, se rekrutira v smeri strinjanja tudi z najbolj iztirjenimi idejami. Zdaj, kaj lahko storim jaz, da ustavim to norost? Kaj lahko storiš ti? Torej, bodimo pogumni, ne bodimo tiho. Ne bodimo tiho, če nekaj opazite, povejte, pokličite, pogovarjajte se, naredimo bom, povemo, ker takrat zgubijo moč. Če smo ljudje tiho, v distanci, stvar teče. Razmišljajmo svojo glavo, dnevno se izobražujmo. Naš sistem je narejen tako, da nam dajejo znanje, samo čakamo, kje bo nam kdo kaj nas naučil, pa ker nas nihče nič ne nauči, pa mi tega ne znamo, pa se to ne gre. Ljudje božji. Vse življenjsko učenje pomeni, da se vsak dan nekaj novega naučim, da sem toliko proaktiven, da se informiram, da dobim novo informacijo. Videti moškega, primer, če znamo, gledajte, najhujšo stvar bom povedal, ker se to dogaja v svetu, videti moškega, ki poseljuje otroka, medtem pa oseba stoji zraven in ničesar ne naredi, je kaznivo dejanje sodelovanja. Ker tak človek bi mogel ustaviti tako dejanje. Pasivnost, tišina je opustitev pomoči. Isto pri vsaki stvari. Če vidite, da je nekaj narobe, da se nekomu dela krivica, ne pejte mimo, postavite se za človeka. Ali pa poslušajte, kje je problem, pomagajmo si med seboj. In to, gledajte, seveda velja za vsako obliko kriminala. Ko le stojimo, gledamo, ali morda celo samo snemamo z mobitelom, ne vem, 4 metrov snemamo daleč, zato da bomo si dali na svoj profil, človek je pa tam v stiski, pa bi rabo našo pomoč. Sodelujemo v tem kriminalu. Zato, gledajte, naj vas ne bo strah povedati, stopiti zraven povedati. Kadar naletimo na nezakonito dejanje, to je dejanje, ki krši človekove pravice, katerokoli človekovo pravico. Tebi, meni, ali pa ti omejuje svobodo gibanja, je treba pomagati in o tem čimprej na kakršenkoli način obvestiti. Veste, da če obvestiš policijo, da se nič ne zgodi, tožilstvo nič, sodišče ne, to je vse ena in ista klika in ena in ista mafija. Veste, koga je treba obvestiti? Vam bom povedal, najprej ožjo javnost, prijatelje, družino o teh dejanjih, potem, če je možnost preko interneta povedati svojim prijateljem, ali pa kako drugače, ker drugače ne gre in se moramo sami med seboj informirati in si povedati. Ključ do uspeha zločinskih operacij je tvoja ignoranca, je tvoja tišina, je tvoje zapečkarstvo. Zato je nujno, da spregovoriš. Jaz spregovorim, ti spregovori, tako bomo močnejši. Da govoriš doma, da govoriš sosedom, da govoriš okolici in javnosti. Takrat bo prišlo do kolektivnega zavedanja, kaj se v resnici sploh dogaja. Šele takrat
bomo sposobni upreti se načrtom pokvarjenih voditeljev. Samo z akcijo njihovi podli, umazani, nečloveški in podli načrti propadejo in bodo propadli, če bomo proaktivni. Zato mora biti naša glavna usmeritev poraba vseh možnih sredstev za obveščanje ljudi okoli nas. Hvala lepa za to, da ste me poslušali. Nadaljujemo čez 15 minut, in sicer vzpon nove človeške rase. 15 minut pavze. Hvala lepa.